ponoči ob 23 uri pa 21 minut me je zbudilo eno tak čuden zvok, kot da se nekaj ruši. Sem tekel dol, sem mislil, da je kakšna omara se podrla in pa tudi hčerkica je ven odletela iz sobe in so pol pogledala skozi okno in okni fleki, črni pa cedince dol in vrgli so 4 steklenice z odpadnim oljem v hišo, v fasado. Poskušali so zadeti okno, niso trofili okno. Dodali so iz ceste, tam iz tiste vmesnega pasu, tam je trava in to je to. Jaz sem poklical policijo, so prišli, moram reči, zelo profesionalno in zelo v redu so vzeli so tudi sledove in tako naprej. Jaz sem prepričan, da je to zaradi političnega dela mojega in pa stranke, končno se tudi vidi, da je bila vržena ena steklenica. Jaz sem prepričan, da za tem stojijo levi ekstremisti, noben drug ne bi tega šel delati. In žalostno je to, da se je v Sloveniji začelo tisto, kar sem jaz pred časom že povedal na Facebooku. Sem rekel, prva faza bojo kolesarji, druga faza bojo rezanje gum, tretja faza bojo napadi na privatno lastnino pa kakšni požigi. To se vse do zdaj se zgodilo in potem pridejo še osebni napadi. Jaz se tega bojim, to mi ni všeč. Slovenija bo propadala in mislim, da taki ekscesi niso potrebni. Sem pa prepričan, da tukaj je ekstremna leva provenienca, ki jo na protestih vodi SD in pa Levica, Fajonova SD in pa Levica. V zadnji zraven so pa še te antifa aktivisti, ki so jih uvozili iz Nemčije. Tako da se bojim, da hočejo nekateri pripeljati ta kaos v Slovenijo in bojim se, da se je to začelo. Včeraj vseeno so te vaši posnetki bili objavljeni, pa potem tudi pravite, da ste stojite za svojimi besedami glede teh brezdelnežev, delomrznežev. Se ne bojite tega pregovora, seješ veter, žaneš vihar? Poglejte, zakaj bi jaz žel vihar? Gre za študente, dobili so denar, tudi tisti študenti, ki so doma pri mamici na Jožku, še zmeraj visijo ali pa na hladilniku in nič ne delajo. Tisti študentje, ki pa so se prebijali skozi svoj študij s tem, da so delali na študentskem servisu ali pa kakorkoli drugače, so dobili pa enako. Tisti študenti bi morali dobiti dvojno, oni lenuhi pa nič. Poleg tega socialnih podpirancev imamo okrog 100 000, ki ne delajo nič. So kvazi umetniki, ne vem, jaz mislim, da tole je ena umetnina, ki jo je nul ni sposoben narediti, če že tako pogledamo. In tudi tisti ljudje dobivajo denar. In potem je pa umetnost to, da se dva slečeta pred Ministrstvom za kulturo. Ali pa učitelj, ki golo rit kaže, pa lepo vas prosim, kje pa je tole nivo? Povejte mi še to, danes pester političen dan, odstop notranjega ministra Hojsa, hišne preiskave zaradi teh respiratorjev. Kako gledate na to, da se nam obeta politična kriza? Jaz se bojim, da lahko pride do tega, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da sesutje vlade, to hoče narediti ves čas. Kdo bo sestavil novo vlado? Lahko pride do predčasnih volitev, nimamo pa pravih zakonov, da bi lahko sploh izpeljali volitve, kar pomeni ustavno krizo, kar pomeni, da se v bistvu nihče nima pravice govoriti, razen predsednika države, ki je pa pahor, ki se pa tega najbolj boji, ker bi imel odgovornost, osebno odgovornost, tako kot piše v ustavi. Mislim, da je to namen je uničiti Slovenijo in nekaterim gospodom to izredno dobro gre. Pa bojo rekli, ja no, sej nismo sposobni, pa se pred Hrvatom priključimo ali pa ne vem komu vse. Eni zelo intenzivno delajo na uničevanju naše domovine, bojim pa se, da je to lahko začetek še neke take svinjarije, da se bomo streljali po cesti. Upam, da ne, ampak ne kaže dobro. Zdaj, gospod Hojs je v tej odstopni izjavi navedel, da odstopa zaradi te udbo-mafije, globoke države znotraj policije. Potem ste nekako tudi vi govorili na tem pogovoru na kavi z gospodom Bavčarjem, da NPU je treba narediti čistko, če sem prav razumel. Res je. NPU je zelo kontaminirana zadeva. Ustvarjena je bila po nalogu gospoda Salove
ki je tudi naredila tisto hišo s svojim prijateljem, da bi kaj zaslužili. Vsaj tako so mediji pokazali vse skupaj. Zadeva ni uspela, ampak inštitucija je pa ostala. Jaz sem govoril tudi z ljudmi iz policije in so rekli, na NPU-ju ugotovijo, kaj potem dajo nam delati, mi naredimo skoraj do konca, potem pa NPU prevzame in se s tem hvali. Strokovnost je vprašljiva, to se vidi že potem, da 1 milijarda evrov pranega terorističnega denarja, ki je šla čez Ljubljansko banko, ni nobenega epiloga dosegla. Pa še cela vrsta, noben od tistih velikih gospodov, ki so pokradli podjetja, ki so uničili firme, noben ne sedi. Zdaj sem zvedel od ljudi, da je recimo tale, kaj je direktor Merkurja, Kordiš, da je, ki je bil v zaporu, da je Mesec stalno telefonaril, da so ga spustili. To vejo zaporniki povedati. Jaz tega nisem preveril, ampak zaporniki to vedo in med sabo govorijo podobo. Potem, recimo, če pogledamo kakšne druge, a je Bobinac kje zaprt, pa je uničil Gorenje. Kje so pa druge firme? Vse gre k hudiču in noben se za to ne sekira. NPU ne naredi nič na tem področju. Lovijo pa kakšne mehne, rekli so, da mene preiskujejo. Ja, za koga pa? Zakaj me pa preiskujejo? Sej to bo še eno poslansko vprašanje, pa hočem vedeti, zakaj me preiskujejo. Pravijo, da za Azerbajdžana. Pa lepo vas prosim, KPK je ugotovila, da ni nič. Vse je šlo, plačilo je bilo preko odvetniške pisarne. Ne mi govoriti, mislim, to se vidi, da gre za politično firmo, tudi to ne rečem, da je to inštitucija. NPU je za moje poglede firma, ki deluje v interesu nekaterih.